Arnuševa sta zemljišče želela prodati zaradi finančnih težav in ker od lobistike po 2 mesecih kupnine nista dobila, sta si premislila in poiskala drugega kupca. Lobistika je pri pogodbi, ki naj bi jo, kot trdi Arnuš, celo ponaredila, vztrajala in s tožbo, ker za kmetijska zemljišča že sprejem ponudbe nabite na oglasni deski velja kot sklenjena pogodba, dosegla vpis v zemljiško knjigo. Kako je sodišče sploh to dopustilo, da se je to tako sklepalo brez naju? Nihče ne more biti lastnik zemljišča, če ne da denarja. A kot se je izkazalo v konkretnem primeru, pravo tej logiki ne sledi. Še več, danes v lobistiki celo zatrjujejo, da kupnine niso dolžni poravnati, saj sta jim zakonca Arnuš povzročila določeno premoženjsko škodo, zaradi česar na nek način to kupnino za to škodo pobotavajo. V pisnem odgovoru, ker pred kamero ni želel, pooblaščenec lobistike še poudarja, da je v letu 2007 Arnuševo dobesedno prosil, naj vzameta kupnino, a je nista želela sprejeti, saj sta vztrajala pri vrnitvi zemljišča. In ker slednjega nista dosegla, sta lani po 2 letih čakanja na denar vložila izbrisno tožbo. Glede na to, da smo pozvali lobistiko, da kupnino plača, kar pa ni storila, da je pogodba razvezana, kar pa je tudi osnova za izbrisno tožbo. Svoje pa bodo v sporu, ta bo očitno trajal še lep čas, skušali z odškodninsko tožbo dokazati tudi zastopniki lobistike, ki naj bi zaradi tega zemljiškega spora utrpela škodo v vrednosti kupnine, ta pa je v letu 2006 znašala slabih 150 000 evrov.